Posvet Dostopnost za invalide. Zbornik Stopinje 2025. Rubrika Izpostavljeno. Vojmir Prosen, predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Murska Sobota. Spoštovani gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Dogodki. Za vas smo pripravili zanimive vsebine iz Pomurja. Vabljeni k ogledu. Mestna občina Murska Sobota in Svet za invalide Mestne občine Murska Sobota sta v okviru projekta Občina po meri invalidov organizirala posvet Dostopnost za invalide. V okviru posveta sta bili predstavljeni dve predavanji na temo platforma mobilnosti in spletne dostopnosti za invalide in starejše ter inovacije in tehnološke rešitve na področju zagotavljanja dostopnosti. V okviru projekta Občina po meri invalidov je potekal posvet Dostopnost za invalide, ki sta ga v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota organizirala Mestna občina Murska Sobota in Svet za invalide Mestne občine Murska Sobota. O namenu posveta nam je povedala predsednica Sveta za invalide Mestne občine Murska Sobota. Namen tega posveta je v bistvu nekako vse te rešitve, ki obstajajo že za invalide in seveda tudi za starejše, strniti, povezati in nekako enotno državno platformo sestaviti, ki bi bila dostopna vsem, se pravi nekako tudi bolj to vključujočo družbo povezati. Organizirali smo posvet v bistvu tudi v sklopu 3. decembra, ki je mednarodni dan za invalide in nekako že vrsto let Svet za invalide poskuša tematike predstaviti ravno na ta dan, da obeležimo ta mednarodni dan in seveda tudi invalidom nekako približamo vse te tematike, ki so za njih nekako uporabne in zanimive. Posveta se je udeležil tudi župan Mestne občine Murska Sobota Damjan Anželj. Mestna občina namreč že od leta 2012 nosi naziv Občina po meri invalidov. In sam podatek, da na svetu živi okrog milijarda ljudi z določenimi potrebami, nakazuje na to, da so taki posveti nujni in potrebni. Nenazadnje ta številka se tudi povečuje. Tako da danes nekako so se zbrali vsi tisti, ki so povezani z invalidi, torej invalidske organizacije, društva na tem posvetu, kjer se bomo nekako soočali tudi s temami, ki prinašajo novi izzivi tudi v prihodnje. V Mestni občini Murska Sobota dejansko že več let, več kot 10 let, odpravljamo vse te ovire, ki bi lahko bile nekako težava tudi pri samem delovanju invalidov, se pravi v okolju, kakor tudi pri novih zgradbah, kjer upoštevamo vse te smernice, da potem je njihovo življenje tukaj bistveno lažje in da je kvaliteta njihovega življenja na visokem nivoju. Na posvetu sta bili predstavljeni dve predavanji na temo Zgodba 5 prostorov, platforma mobilnosti in spletne dostopnosti za invalide in starejše, povezovanje podatkov in storitev, predavatelja magistra Romana Renarja iz Geodetskega inštituta Slovenije ter predavanje na temo inovacije in tehnološke rešitve na področju zagotavljanja dostopnosti profesor dr. Matevža Pogačnika iz Fakultete za elektrotehniko. Kot je povedal profesor dr. Matevž Pogačnik, so tehnološke rešitve na področju zagotavljanja dostopnosti za invalide in starejše zelo pomembne, ter da je takšnih rešitev kar precej. Za vse skupine oviranosti, za slepe, slabovidne, gluhe, naglušne in gibalno ovirane, moram reči, da so na različnih stopnjah razvoja. Se pravi, določene so take, ki jih samo še integriramo, pri kakšnih je treba malo več razvoja, recimo tolmačenje v znakovni jezik avtomatsko s kakšnimi avatarji, to so mogoče malo bolj zahtevne zadeve, avtomatska prepoznava okolice, ampak tukaj se stvari precej razvijajo sploh s pomočjo umetne inteligence. Tako da to gre zelo naprej. Moram pa poudariti, da smo v okviru našega projekta ugotovili, da niso samo tehnološke rešitve tiste, ki so prave in dobre in potrebne, ampak tudi netehnološke rešitve. Se pravi organizacija, izobraževanje, podpora s kakšnimi klicnimi centri, digitalne platforme, ki zbirajo številne podatke, ki so potrebne za delovanje teh tehnoloških rešitev. Tako da veliko dela nas še čaka, ampak smo na zelo dobri poti. Kako pomembna je mobilnost in spletna dostopnost za invalide in starejše, nam je povedal magister Roman Renar. Gre za 5 stebrov
Eno je zunanja dostopnost, se pravi so postajališča, pločniki, cestišča, semaforji, to je prvi del. Drugo je dostopnost javnih zgradb, naprimer stopnišča, vhodi v zgradbe, klančine in tako dalje. Potem tretji prostor je socialni prostor. Ta hip imamo prevoze na klic, se pravi v Ljubljani in Mariboru že deluje klicni center za prevoze gibalno oviranih. V naslednjem letu bomo to razširili na celotno Slovenijo. Potem je četrti prostor, je digitalni prostor, je dostopnost spletišč in dostopnost informacij za ranljive skupine. Tam je standard VCAG po evropski direktivi, ki velja že od leta 2018, se pravi, bi mogla biti spletišča vsa od javnih institucij že prilagojena. In zadnji del jim rečemo virtualni prostor, to pomeni, da želimo stimulirati gibanje tistih po nesreči oziroma starejših, ker lahko povežemo trenažerje, robote z navidezno resničnostjo in potem, naprimer, starejši lahko hodi v svojem domačem okolju ali pa gre v hribe in to zelo pripomore k stimulaciji gibanja. Ob tem je Rener še povedal, da je zgodba 5 prostorov platforma šele v oblikovanju. Se pravi, želimo povezati 5 podatkovnih baz in 5 različnih storitev v eno skupno storitev, ker pomeni, to je kar zahtevna naloga. Želimo si, da je potem en klicni center, kjer bi invalid ali pa kdorkoli, ali pa starejši poklical in bi dobil vse informacije na enem mestu. Ta stvar je šele pravzaprav v zasnovi, po posameznih področjih pa že teče kar veliko projektov. Upamo, da bodo inovacije in tehnološke rešitve ter spletna dostopnost invalidnim osebam in tudi starejšim omogočile boljšo zagotovitev dostopnosti v družbeno okolje. V škofiji Murska Sobota je potekala tiskovna konferenca, na kateri so predstavili zbornik Stopinje 2025, ki ga je izdala škofija Murska Sobota. Tudi tokratne Stopinje 2025 vodijo vernike k nedelji, k srečanju z virom življenja, k srečanju z Jezusom, k miru in razmišljanju. Na tiskovni konferenci, ki je potekala v škofiji Murska Sobota, je bil predstavljen zbornik Stopinje 2025, 54-letnik, ki je razdeljen na 13 poglavij. Vsak človek pušča za seboj stopinje, se pravi sledi svojega dela, svojega življenja. In te stopinje niso enakomerno porazdeljene za nami, temveč vodijo v etapah, ki večinoma zaznamuje teden. Med tednom delamo, ob nedeljah pa vsaj večina lahko počiva. Kristjani ob nedeljah prihajamo v cerkev, k sveti maši, da spoznavamo stopinje, ki jih je delal in nam jih zapustil Jezus Kristus. In se trudimo stopati v njegove stopinje, se pravi živeti tako, da drugega razumemo, da drugemu pomagamo, da z dobrimi deli bogatimo sebe in druge. Že dobrega pol stoletja na tem potovanju pomagajo stopinje. Stopinje 2025, 54-letnik je izdala škofija Murska Sobota in tudi te stopinje nas vodijo k nedelji, k srečanju z virom življenja, k srečanju z Jezusom, vabijo nas k miru in razmišljanju. Z naslovnice letošnjih stopinj vernike nagovarja Mala nedelja, Cerkev Svete Trojice, ki je ena od 36 župnij škofije Murska Sobota. O veri kristjanov v župniji Mala nedelja pričujejo tudi fotografije o teh stopinjah, ki krasijo naslove stopinj. V koledarskem delu najdemo na desni strani zanimive drobce, naprimer novomašne podobice naših rojakov iz nekdanjih časov, pa iz bližnjega časa, ter misel o njih, besede naših župnikov, kratko misel je vsak napisal, glavno mašno prošnjo ob godu župnijskega zavetnika in spomin na nekatere vidnejše dogodke. Stopinje 2025 so razdeljene na 13 poglavij. Za koledarskim delom se začnejo uvodne stopinje,
ki odpirajo okno v župnijo Mala nedelja in v letošnji zbornik stopinje 2025. Letos je dodano posebno poglavje Kleklove stopinje, ki so posvečene Jožefu Kleklu ob obhajanju 150-letnice njegovega rojstva. Poglavje Stopinje svetih odkriva svetle like, ki so naši vzorniki in priprošniki, nekateri od cerkve že potrjeni, za druge pa to še prosimo. Škofijske stopinje kažejo našo skupno pot. Ljudje smo telesna in duhovna bitja, zato stopinje duha odstirajo duhovno plat našega življenja, ki jo v naglici večkrat zanemarjamo. Hodimo po poteh, ki so nam jih uredili mnogi ljudje pred nami. Oziramo se v zgodovino, da spoznavamo ljudi in dogajanja, ki so nas tako ali drugače zaznamovala. O tem pričujejo oddaljene stopinje. Stopinje se vsako leto ozrejo k ljudem, ki živijo za mejo, ki je sicer ni, a vendar živijo v drugačnih razmerah. O tem beremo v poglavju Stopinje za mejo. Srečujemo se ljudje kar naprej, prihajamo drug k drugemu, iščemo nove poti, prenašamo vsakdanja bremena. Nekaj o tem lahko preberemo v poglavju Stopinje k tebi. Na področju naše škofije živijo tudi pripadniki drugih ver, ki se na različne načine med seboj srečujejo, še posebej v zakonu oziroma v družini. Življenje ene versko mešane družine nam predstavijo ekumenske stopinje. Mladi so domači s telefonom, a vendar posamezni tudi vzamejo v roke stopinje, predvsem pa za stopinje mladih, kaj napišejo, kar prebuja upanje, da bodo stopinje živele še naprej. Lepe besede v verzih in v prozi so zbrane v poglavju Stopinje srca. O posameznih knjigah pa nam spregovorijo tiskane stopinje. Največji del zbornika obsegajo moje in tvoje stopinje, poročila o dogodkih v posameznih župnijah, kar se je tam v minulem letu dogajalo. Tam se tako ali drugače lahko najde vsak. Tisti, ki je bil dejavno vključen v življenje posamezne župnije, v razne dogodke, pa tudi tisti, ki je vse to opazoval bolj s strani. Stopinje 2025 vabijo k branju, gledanju, k razmišljanju in k odločitvam. Stopinje 2025 obsegajo 288 strani. Pri njihovem nastajanju je sodelovalo 25 avtorjev iz Pomurja in od drugod, poleg teh pa še 9 mladih. Sodelovalo je še 36 avtorjev, ki so pisali župnijska poročila. To so bili ponekod župniki, ponekod pa kdo od župnikovih sodelavcev, laikov. Vseh sodelavcev je bilo torej kar 70. Stopinje bogati 206 fotografij, od tega jih 108 najdemo v zadnjem poglavju Tvoje in moje stopinje, torej o dogajanju v naših župnijah. Natisnjenih je 53 različnih prispevkov ter še 38 v poglavju o življenju v naših župnijah, torej skupno 91 naslovov. Škofija Murska Sobota je v tem letu izdala tudi 4 številke glasila Poti k Bogu. Glasilo izhaja že od leta 1993. Glasilo prinaša verske in druge teme, piše o aktualnih ali žgočih vprašanjih, predstavlja romarske oziroma pohodniške poti po naših krajih, naprimer Halasovo, Kozarjevo, Metodovo, 100-letno in legendarno pot. Prinaša tudi literarna besedila
in še na druge načine prispeva k bolj polnemu življenju ljudi na področju Škofije Murska Sobota. Kozar je namenil nekaj besed tudi knjižici iz zbirke Knjige za vse generacije. To je knjižica z naslovom Srebrni junak, ki predstavlja božjega služabnika Alojzija Kozarja. Kako se je on izkazal kot junak, govori ilustrirana zgodba za male otroke, govori potem slikovna predstavitev njegove kaplanske poti, govori 8 prikazov njegovega življenja v sliki in besedi, ki vabi mlade in tudi odrasle k dopolnjevanju, se pravi k dejavnosti. Govorijo kratki zapisi o njegovem delu, ki jih lahko prebere vsak, ki pozna črke in jih zna povezati v smiselno enoto. Stopinje 2025 so na voljo po župniščih in tudi na sedežu Škofije Murska Sobota Gregorčičeva 4. V naš studio smo povabili Vojmira Prosena, predsednika Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Murska Sobota, s katerim smo se pogovarjali o delovanju društva in o aktualnih aktivnostih, ki potekajo znotraj društva. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. V današnjem pogovoru z Vojmirom Prosenom, predsednikom Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Murska Sobota, se bova pogovarjala o delovanju društva in o aktivnostih, ki potekajo v okviru tega društva. Gospod Prosen, lepo pozdravljeni. Pozdrav tudi v mojem imenu in v imenu vseh članov, tako so mi naročili danes, ko smo končali sejo izvršnega odbora. V obdobju zadnjih let se je na področju vašega društva tudi marsikaj spremenilo, marsikaj se je tudi dogajalo. Malce nam predstavite delovanje vašega društva skozi obdobje delovanja zadnjih nekaj let. Na začetku bi želel poudariti, da smo invalidska organizacija, da smo organizacija, ki delujemo v javnem interesu, da smo nevladna organizacija, in da smo invalidska organizacija, ki delujejo, naša društva delujejo najdlje. Znači smo najstarejše invalidske organizacije, ki delujemo na področju slabovidnosti in slepote že več kot 70 let. Združeni smo v Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije in zveza združuje 9 članic razporejenih po Sloveniji: Maribor, Murska Sobota, Ptuj, Kranj, Nova Gorica, Ljubljana, Novo mesto, Koper. Pa če se vrnem zdaj vašemu vprašanju, bi povedal to, da je zgodovina našega društva pestra. Zakaj? Zato, ker smo imeli zelo aktivne predsednike in sploh pa zadnje obdobje je bilo kar turbulentno, saj nam je že voda tekla skozi okna v naših starih prostorih, v katere se spomnite in katere se bodo spomnili tudi naši gledalci, ki smo imeli prostore v stari sobočki kirurgiji, kako so pravili. In dobro, da se je takrat našel nekdo, ki je pač šel v odkup celotne stavbe, ampak ker smo mi bili 10% lastnik te stavbe, tega nadstropja tam zgoraj, po 60 stopnicah, smo tudi mi lahko na ta račun pridobili nadomestne prostore. No, sedaj smo sosedje, še bolj, kot smo bili prej, in na tej lokaciji, ki je bila prej velika stavba soboške stare kirurgije, smo zdaj mi kot lastniki naših prostorov, je družba MOL, zrasla družba MOL, znači skupina MOL, in seveda parkirišče, ki je lastnik Mestna občina Murska Sobota. Bilo je kar hudo v smislu, kako bo ta gradnja potekala, koliko časa bo gradnja potekala, ali bomo lahko vse izvedli, odnosno bodo gradbinci vse izvedli tako, kot je bilo dogovorjeno, ampak moram povedati, da po 8 mesecih
smo se iz naših začasnih prostorov na Slovenski ulici, kjer smo bili teh 8 ali pa skoraj leto dni, lahko preselili v naše nove prostore. Veseli smo tega, da je društvo pridobilo nove prostore. Žal nam je pa tudi, ker tudi tam na tej stari lokaciji je bilo lepo, smo bili dobro opremljeni, ampak gledajte, razvoj gre naprej in moramo se prilagajati v končni fazi in tako lahko potem tudi delujemo naprej. V društvu tudi dajete poseben poudarek na programih, torej na socialnih programih in pa tudi storitvam, torej, ki so nujno potrebne za rehabilitacijo slepih in slabovidnih oseb. Društvo izvaja 6 socialnih programov, ki jih predpisuje Fundacija FIHO. Fundacija FIHO nekako financira dobro tretjino teh programov, za ostali del, da lahko izvedemo, pač moramo nekako pridobivati sredstva še iz lokalne skupnosti. Ali so to razpisi, javljanje na občine, ali so to drugi donatori, ali so to druge aktivnosti, s katerimi pridobivamo kakšna sredstva, ampak do zdaj nam nekako to uspeva. Kako bo v bodoče, res ne vemo, ampak glejte, truditi se moramo, da za svoje aktivnosti dokažemo družbi okrog nas, da smo aktivni in da se denar uporablja za naše članstvo, za socialne programe, ki jih je 6, kot omenjam. Prvi, tisti ta najvažnejši psihosocialni program, kjer člana, ki se včlani v našo družbo, nekako skušamo mu olajšati težave, ki so nastopile za izgubo vida. Potem se seveda ta član, ko malo vidimo, kako bo vse skupaj funkcioniralo, ko ga seznanimo z njegovim okoljem, v katerem živi, in ko nekako potolažimo tudi vse svojce in nekako se zorientira v prostoru, v katerem živi. Orientacija za nas je zelo pomembna, se potem vključuje tudi v ostale programe, ki jih izvajamo društvo. Potem nastopijo naprej pridobivanje tehničnih pripomočkov ali pa naprimer vzemimo članjevanje v knjižnico, ker tu je potrebno neko obdobje, da oseba za izgubo vida ugotovi, kaj pa mu je zdaj potrebno, ker tako ponavadi ne gre več, kot je bilo, ampak je potrebno en kup enih prilagoditev. In ta prilagajanja so ravno ti programi, da lahko potem skupaj ali individualno ali skupinsko, da nas je več tukaj vključenih v neko aktivnost, lahko našim članom najbolj efektivno pomagamo. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije tudi zagotavlja tehnične pripomočke slepim in potem slabovidnim. Kaj je namen zagotavljanja teh tehničnih pripomočkov, torej, in kateri so ti? Tehnični pripomočki so se zelo razvili zadnje čase in potrebe nas za izgubo vida, vzemiva ta termin, so zelo različni. Ni pri vseh enako. Eni so naravnani bolj na gospodinstvo, tretji bi radi še vedno naprej kaj šraufali in zato so tudi tehnični pripomočki temu naravnani, ampak lahko jih dobivamo iz 2, iz 3 programov. To je tehnični pripomočki, ki jih zagotavlja Zveza slepih preko Zavoda za socialno zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, ZDCSS. In ravno pred kratkim smo imeli prejšnji teden na miklavževanju, ki smo ga izvedli, predstavitev, katere tehnične pripomočke lahko se zagotavljajo za osebe z izgubo vida, in tudi malo smo predebatirali o ostalih pripomočkih, ki se lahko dobijo. Vzemimo za sladkorno bolezen, ker tudi nekaj članov ima tudi take pridružene bolezni, ali pa to tudi neka naglušnost, ker smo vendarle starejši in se tudi te stvari pojavljajo. No, en tak drugi večji sklop je tehničnih pripomočkov, ki jih pa zagotavlja
zakon ZIMI, zakon o izenačevanju možnosti invalidov, ki pa je v sklopu Ministrstva za socialo. Tu tudi oftalmologi so tisti, ki nekako določijo kategorijo izgube vida, teh kategorij je 5, in potem z tem potrdilom, z to kartico, z to kategorizacijo izgube našega vida, potem na upravnih enotah zaprosimo za tehnični pripomoček, ki nam pripada po spisku, katerega je zoblikovalo Ministrstvo za socialo, družino, socialne zadeve. Tu velja tudi za ostale invalide. Kaj lahko tu not preštejemo? Tu so razni pripomočki, ki imajo govorno sintezo. Ali so to osebna vaga, ali je to tehnica za gospodinjstvo, ali so to posebni noži, celo, da se lahko vendarle nekdo sam odreže kos kruha, ali so to telefoni, tablice, računalniki. To pomeni, končni cilj teh pripomočkov je, da se vrne kvaliteta ali pa da se poskuša vrniti kvaliteta našim članom, tista kvaliteta življenja, ki so ga imeli pred izgubo vida, ali je to bila bolezen, ali je to bila poškodba ali pa kaj tretjega. Kar se pa tiče strani zdravstvene zavarovalnice, tu so pa predvsem bela palica, tu je potem elektronska Brajeva vrstica, so tudi očala, prilagojena očala, ker vendarle ta stekla so malo drugačna kot običajna, ker tu so izgube vida dokaj visoke. Tu so tudi razne lupe, ki jih lahko predpiše zdravnik, oftalmolog, pa še bi lahko naštevali, ne? Društvo sodeluje tudi z Lions klubi, obiskali ste tudi krajevno skupnost Cven. Zdaj bi tako razdelila naše delovanje. Delovanje znotraj naše hiše, ki je namenjeno našim članom, članicam in našim prostovoljcem. Prostovoljci ste pa vsi vi, ki nam na nek način pomagate, ali nas pripeljete, ali pomagate pri kakih opravilih doma, ali kaj takega, ampak vse te prostovoljce mi beležimo. To je ta del, ki se nanaša na delovanje in izvajanje programov v naši hiši. Ok, vzemimo tako. Drugi del je pa to sodelovanje z lokalno skupnostjo. To pa so seveda javljanje na razpisov, občin, katere razpise imajo. Tu je potem so zahtevki tudi do drugih občin, ki nimajo razpise, ampak za svojo donacijo so prepoznali, da je društvo, ki deluje na področju celotnega Pomurja, in imamo člane iz vseh občin Pomurja, prepoznajo našo aktivnost, ker ta denar, ki ga dobimo, se vrača nazaj našim članom. Skozi aktivnosti. Veliko sodelovanja smo vzpostavili tudi z sorodnimi invalidskimi organizacijami. Sem član sveta za invalide, Mestne občine Murska Sobota, in lahko vidite po Murski Soboti, da je tudi naš prispevek ta, da je Mestna občina Murska Sobota, odnosno mesto Murska Sobota, že kar nekaj let na zemljevidu, na svetovnem zemljevidu, mest prijaznim invalidom. In kar je novi termin, ki smo ga nekako uvajali in so ga sprejeli, in tudi starostnikov. To pomeni, če se spomnite, prejšnji teden, ko je bil tukaj Geodetski institut, so že uporabljali termin starostniki, kaj smo vedno govorili, glejte, nismo samo mi invalidi tisti, ki potrebujemo neke spremembe, neke eliminacijo nekih ovir, ampak so tudi starostniki, ki nimajo status invalidov, ampak lahko imajo velike težave v gibanju ali pa v senzoriki, to sta pa vid ali sluh. Tu so Lions klubi, s katerimi smo v zadnjih nekaj letih, odnosno tako bom rekel, z Lions klubi Pomurja smo imeli skozi zelo dobre odnose. Zakaj? Zato, ker smo aktivni eni in drugi. Tudi mi jim pomagamo na njihovim prireditvam za našo udeležbo.
Lions klubi so tisti, ki v prvi vrsti pomagajo slepim in slabovidnim, vse tako govori njihova ustanovna listina in je seveda pretežno vezano njihovih aktivnosti na pomoč slepim in slabovidnim in seveda pomagajo nam pa oni skozi to aktivnost na raznih prireditvah, ki jih mi organiziramo, ali je to teden izgube vida, teden vida, ali je to v sklopu Bele palice, ali so pa kakšne druge aktivnosti, tako da nam donirajo in pomagajo sredstva, ki so pomembna, za katere tudi oni čutijo, da so potrebna za izvajanje naših programov. Velik poudarek tudi dajete na individualnem izobraževanju, torej pri uvedbi digitalizacije in tudi na orientaciji dajete velik poudarek. Ko nekako našega člana privedemo do tega, da sam ugotovi, da je zmožen marsikaj, morda ne več tistega, ampak razvijemo druge veščine. Skozi naše programe potem razvijamo druge veščine. Ali so to različne ročne spretnosti, ker se je on pač podal v kakšne druge ročne spretnosti, je ta program izredno pomemben. Skozi tehnične pripomočke ali pa, kot ste morda videli, imamo tudi priročno kuhinjo, kjer včasih mesimo, včasih kaj skuhamo, zato da naše gospodinje dobijo zopet nekako občutek, da tudi doma se lahko kaj skuha, kaj naredi, da se uredimo, da delamo na sebi. Naprimer, imamo tudi pripomoček, kjer lahko ugotavljamo barvo oblek, oblačil, kar je za naše članice zelo pomembno, da stvari pašejo skupaj. Velik poudarek dajemo pa, kot ste samo omenili, izobraževanju. Tu imamo različne strokovnjake, ki prihajajo od zunaj, ki so naši strokovni sodelavci. To so predavanja ali delavnice, kjer pridobivamo nova znanja v interesu, tistem interesu, kjer lahko naši člani pridobijo nove informacije na kak način priti do večje samostojnosti, do boljše samopodobe in tudi ta orientacija, na katero dajemo velik poudarek, je izrednega pomena. In zdaj, če se obrnem morda še na to temo sodelovanja z zunanjimi deležniki, obiskujemo zavode, naprimer po Soboti ali pa v Ljutomeru ali pa kje drugje, kjer zaposlene na nek način informiramo, kakšen naj bo ta medsebojni odnos med nami in med njimi, in potem je ta odnos bistveno lažji, kot pa je v primeru, če, ne vem, Center za socialno delo, uslužbenci Centra za socialno delo ne vedo, na kak način pristopiti. Krasen je bil obisk na občini Ljutomer, na občini Sobota pa tako in tako, da se že poznajo, tako da je ta pristop malo bolj specifičen, bolj prilagojen nam, kot pa ali pa vzemimo bančne storitve, poštne storitve, kjer vendarle moramo videti, kje kaj podpisujemo, pa da se nam kaj prečita in kaj takega. Še tudi knjižnica je tista, ki ima nekaj prilagojenih stvari. Ja, to sodelovanje je znotraj naše hiše in izven naše hiše. Društvo je aktivno tudi na področju športa, kulture in pa tudi glasbe. Z velikim veseljem lahko poudarim, čeprav smo malo društvo, smo na tem področju verjetno v vrhu slovenskih društev. Tako so naši športniki, ki so povezani, ki so vključeni v tekmovanja, ki jih organizira Zveza slepih Slovenije in Paraolimpijski komite Slovenije, so izredno uspešni tu, da zasedajo prva, druga, tretja mesta. Znači, so vrhunski športniki med invalidi v Sloveniji. Pa želim poudariti, da je naša Jelka Orban s strani Paraolimpijskega komiteja dobila tudi priznanje kot izredna športnica
ki je letos na svetovnem prvenstvu osvajala medalje skupaj z ostalimi našimi športniki, ki so bili na tem prvenstvu slepih in slabovidnih kegljačev. Poglejte, malo društvo smo, ampak imamo tako uspešne športnike, ampak za to so potrebni treningi, odrekanja. Naši tekmovalci zgodaj zjutraj odhajajo za Koper, Novo Gorico, Kranj, Izolo, kjer so športni objekti, ker jih tukaj nimamo, da lahko tekmujejo in so tako in tako uspešni. Naša skupina, ki deluje na področju ljubiteljske glasbe, naš pevski zbor, čez celotno leto pridno vabi in tako imamo tudi ta zadnji koncert ali pa nastop ravno v nedeljo v Evangeličanski cerkvi v Puconcih skupaj z našim prijateljskim društvom paraplegikov Pomurjem Prlekije. Tako da je tudi to en odraz kvalitete petja, zborovskega petja. Sreča je, ali pa nesreča je pač morda tudi ta, da jim moramo za pevce pa pridobivati dodatna sredstva, ker je z strani fundacije FIHO za ljubiteljsko kulturo premalo sredstev. Žal, to moram poudariti, ampak do zdaj uspešno nekako najdemo dobre ljudi, ki prepoznajo kvaliteto našega zbora in nam donirajo tako, da lahko poplačamo zborovodje, ki delajo z našimi člani. Tu je tudi skupina za samopomoč pod vodstvom socialne delavke, ki ima tudi znanja iz supervizije. Tu počnemo to, da se naši člani, ki so vključeni v to skupino, srečujejo enkrat mesečno, po potrebi tudi več, ali pa kak mesec izpustijo. In njihova tema je obravnava dogodkov v tistem času, ali to kulturni praznik, ali so to božični dnevi, ali so to zdaj ti velikonočni dnevi, in potem osvetlijo ta praznik iz različnih zornih kotov, vsak zase, kako to vidi, kako to spremlja, kako to čuti, ali pa si določijo temo in rečejo, ker sem moral malo pripraviti, da se pa drugi mesec pogovarjamo o spomladanskih delih na vrtu. In potem si pomagajo en drugemu skozi debato, skozi obrazložitev, kako pa oni to počnejo, oni to počne, da bom lahko jaz tudi na nek način pristopil k temu, pa bom tudi jaz lahko kaj počel. Zelo zanimiva skupina in zelo aktivna in obravnavajo veliko stvari. Seveda potem pa so tu nekako skupine, ki imajo kakšne druge interese, ki niso nekako celoletno povezane, ali so obiski kulturnih, bom rekel, kulturnih ustanov. Tako smo obiskali Binkoštno cerkev v Veščici, ki so nas sprejeli, krasen dopoldan smo tam preživeli. Pred kratkim smo obiskali Evangeličansko cerkev tu v Soboti, kjer nas je sprejel tudi gospod Škof in pokazal in povedal tudi o tej razstavi, ki jo imajo. Pa verjetno bi še kaj, ali pa obiščemo kako naravno znamenitost tukaj v bližini Murske Sobote, pa se potem, ne vem, pogovorimo. V končni fazi tudi ta park okoli Espana je zelo zanimiv, ker tam se marsikaj doživi, odnosno dobimo novo energijo. Ja, aktivni smo včasih, jaz bom rekel, še celo dva dogodka se dogajata v isti dan, ker je pač težko razporediti na dneve, ker vsi nimajo ravno časa isti dan. Ampak če bo šlo tako naprej, bomo izredno veseli. Gospod Prosen, bi se na koncu še želeli zahvaliti? Da. Prvo bi rekel hvala našim članom, ker oni krojijo aktivnosti našega društva.
Jaz sem vesel, da oni to vedo. Tajnica pa predsednik ne mora nič, če nima štima. Hvala njim. Verjamem, da bo tako tudi naprej. Zahvalil bi se vsem, ki so na nek način finančno prispevali k delovanju in k izvajanju programov našega društva. To so občine, donatorji in tisti, ki so z malimi prispevki prispevali nekaj, da lahko mi izvajamo naše socialne programe. Bil bi vesel, da tudi občine, ki morda ne čutijo, da bi lahko prispevale kaj malega za delovanje in izvajanje naših posebnih socialnih programov, ki jih izvajamo samo mi, prepoznale našo aktivnost in donirale kakšna sredstva, ker ta denar, ki ga zberemo, se vrača nazaj našim članom. Ali gre to za individualne, posamične inštrukcije. Predvsem ta nova digitalna tehnologija je prenesla kar veliko nekega nemira, ali pa gre za skupine, ne? Odvisno kako in kaj, je prinesla veliko nemira, saj možnosti je veliko, ampak se je treba soočiti že z kar navadnim digitalnim telefonom. Vi ga jemljete in vidite drugače, mi ga pa zopet vidimo drugače. Spoznati moramo, kaj sploh je na ekranu, in zato je to delo, bom rekel, kar zahtevno, ampak tudi to zmoremo. Tako da že je kar ne peščica, morda kaj več naših članov, ki ima urejene elektronske pošte, ki lahko tudi skličemo kak Zoom sestanek preko naših tablic, preko naših medijev, preko digitalnih medijev, in učimo se, gledajte, drugače ne gre. Tako da te ljudi je pa treba plačati, ne? In tudi druge, ki nam pomagajo, je potrebno plačati, ki so na raznih aktivnostih, ker pač zato, če je že fundacija predpisala ta program, zagotovi tudi nekaj denarja, ampak naši člani želijo še več. Zato pa moramo pridobiti še denar iz naše lokalne skupnosti. Vsem iskrena hvala, vsem želimo zdravja. Jaz sem zadnjič povedal na Miklaževanju, poskrbimo za zdravje, ker če bomo sami poskrbeli, nam bodo lahko tudi v ustanovah pomagali, zdravstvenih in socialnih ustanovah pomagali. Pač pustimo to so sistemske zadeve, ampak so pa izredno pomembne. Zakaj je čakalna doba tako dolga, zakaj, ne vem, naš dedek ne more v dom, pa bi rad šel v dom, zato ker ni ljudi, ki bi nas oskrbeli. Verjamem, da se bo stvar uredila tako, da bo boljše. Ampak že zdaj ne smemo biti nezadovoljni. Iskrena hvala vsem, tudi vam za vabilo. Gospod Prosen, hvala vam za ta prijeten pogovor in vse dobro naprej vam želim. Hvala lepa. Gledalke, gledalci, tudi vam hvala, da ste spremljali ta pogovor. Lep pozdrav. Spoštovani gledalke in gledalci, hvala vam, da ste spremljali oddajo Dogodki. Preživite lep konec tedna in gledamo se znova v naslednji oddaji. Do takrat pa lepo se imejte in lepo pozdravljeni.